Drage gledalke, dragi gledalci, pred nami je nova oddaja Moč poslovne podpore. Tokrat gostim Milico Saje iz Splošne bolnišnice Novo mesto, ki dela kot vodja zdravstvene administracije. Draga Milica, povej nam na kratko, kaj je zate moč poslovne podpore? Dober dan. Moč poslovne podpore v zdravstvu, jaz se bom dotikala zdravstvene administracije, je sposobnost, da v zahtevnem zdravstvenem okolju ohranjamo pregled nad procesi. Milica, najlepša hvala, mi pa se vidimo kmalu. Kdo v resnici stoji v zaledju velikih zgodb? V oddaji Moč poslovne podpore razkrivamo nevidno silo, ki poganja sisteme, od dinamičnih filmskih setov in protokola javne uprave do hitrega gospodarstva. Spoznajte poklic, ki ni le služba, ampak srce ekipe in temelj zaupanja. Vstopite v svet, kjer se vrhunska organizacija sreča s srčnostjo. Dobrodošli v oddaji Moč poslovne podpore. Danes vas popeljem v svet, kjer je stabilnost, urejenost in sočutje neizogiben del dela. Svet, kjer je poslovna podpora pomeni skrb za ljudi, za procese in vrednote. Moja današnja gostja je Milica Saje, vodja zdravstvene administracije v bolnišnici, predsednica Združenja zdravstvene administracije Slovenije. Skupaj bomo raziskovali, kaj pomeni podpora v zdravstvu, kako ta vloga skrbi za nemoten delovni proces, zakaj je nevidna, a ključna in kaj pomeni za paciente in delavce. Draga Milica, dobrodošla v oddaji Moč poslovne podpore. Dober dan. Tako, v uvodniku smo lahko slišali, da si vodja poslovne administracije. Pa nam vseeno povej malo več o sebi, kdo je Milica, kaj je v službi in kaj je tudi v privatnem življenju. Jaz sem Milica Saje. Že od mladih nog sem si želela delati v zdravstvu in ko smo že v osnovni šoli hodili na sistematske preglede, me je ta vonj po zdravnikih, kot smo ga radi poimenovali, zelo pritegnil. In ko je prišel čas moje prve zaposlitve, sem se javila na razpis za administratorko v Splošni bolnišnici Novo mesto. To je pač bilo moje prvo in do danes edino delovno področje, katero me zelo navdihuje, rada opravljam svoj poklic. In se spomnim leta nazaj, prvi dan oziroma moje delovne dobe, ko sem zapuščala bolnišnico in sem si rekla, Mili, to je to. In ta bolnišnično okolje me je pritegnilo predvsem z zavedanjem, da lahko nekomu pomagam. Tako, leta 1987 si se zaposlila kot administratorka. Kako je potem izgledala ta pot vse do vodje zdravstvene administracije? Ko sem se leta 1987 zaposlila kot administratorka v bolnišnici, je bilo delo administratorke zelo ročno. Od tipkanja, arhiviranja, obračunavanja napotnic. In do današnjega dneva, skozi ves ta čas, se je delo administratorke zelo spremenilo. In skozi leta sem opazovala in doživljala, ker sem delala še kot administratorka, kako se je iz poklica, osnovnega poklica administrator, spreminjalo skozi leta, desetletja ta poklic v zdravstveno-administrativni sodelavec. In ta poklic je bistveno več kot le tipkanje. Ta obsega res ogromno, pač velik nabor dela. To je od poznavanja zakonodaje do strokovne terminologije, slepega tipkanja, latinskih izrazov, dobre komunikacije. Tako da zdravstveno-administrativni sodelavci so res zelo pomembni pri sami oskrbi pacienta. Se pravi, ključna nevidna delovna sila. Omenila si veliko širino znanj.
V bistvu, kaj pa obsega še potem vsa ta dela zdravstvene administracije, ki potekajo v bistvu v ozadju tistega, kar pacienti ponavadi ne vidimo? Ja, največkrat je, mislim, zelo pogosto je še to mišljenje, da administratorka, kot jo radi imenujejo, natipka izvid in to je to. Ne, to je bistveno več od tipkanja. Tipkanje je zdaj z uvedbo digitalizacije manjši procent dela, ki obsega zdravstveno administracijo, tako da tukaj so, se pravi, poznavanje terminologije strokovne, latinski izrazi, obračuni, ki so zelo pomembni za finančno stanje samih zavodov, do dobrega komuniciranja, priprave dokumentacije za razne zavarovalnice, za razne poslovne partnerje zunaj bolnišnice, to se pravi za ministrstva, za ZZZS, ja, in še bi lahko naštevali glede del. Se pravi, tudi ta obračuni, potem to nekaj, kar je mogoče v ozadju, ampak zelo pomembno za sredstva, ki jih potem vi dobite z ministrstev in zavodov, ter verjetno tudi zavarovalnic, ne? Tako je. Obračuni, tako hospitalni kot ambulantni del, so zelo pomembni, če ne najbolj pomembni za sam finančni izid zavoda oziroma bolnišnice. Pomembno je, da dobra administracija, usposobljena administracija obvlada te procese obračuna, seveda to potegne s sabo tudi šifriranje diagnoz, poznavanje strokovnih izrazov, latinskih izrazov in seveda kombinacije diagnoz, da je obračun čim bolj realen, bom rekla, pa tudi, da prinese dober izid za sam zavod. Kaj pa arhiviranje? V bolnišnicah je ogromno izvidov, ogromno teh fizičnih papirjev, še zaenkrat nekaj verjetno tudi elektronsko. Kako je pa na tem področju? Tudi skrbite administratorke? Tako. Ja, vedno je bilo tako, ko se je govorilo o digitalizaciji in smo upali, da bo z digitalizacijo papirologije manj, vendar zaenkrat je še ni. Jaz upam, da v bližnji prihodnosti bo tega manj. Ja, arhiviranja je zelo veliko. To so ogromni prostori, v katerih hranimo arhiv. In zato skrbi tudi zdravstvena administracija in mora biti tudi strokovno usposobljena. Vse te sodelavke, ki skrbijo za arhive, morajo dobro poznati zakonodajo in iz tega narediti tudi izpit iz arhiviranja, da lahko delajo na področju arhiviranja zdravstvene dokumentacije. Se pravi, nenehno izobraževanje, izpopolnjevanje znanja, tudi poznavanje zakonodaje, ki je ključna, ter potem tudi vse te latinski izrazi, kot si omenila. Kako pa recimo izgleda tvoj tipičen dan sedaj kot vodja zdravstvene administracije? Če lahko rečemo, da je tipičen dan. Pa jaz sem zelo vesela, da ni dan enak dnevu, da je dinamičen, da dinamično delo imam. Ja, zjutraj tako, bom rekla, po 38 letih delovne dobe v isti bolnišnici še vedno zjutraj se rada odpravim na delo. Imam dobre sodelavce, sem ponosna na to, skrbim, da je dobra komunikacija med njimi, da se razumemo. In zjutraj, ko začnem delo, najprej si postavim, zadiham 5 minut, napišem naloge, ki jih imam v glavi in se potem okategoriziram po stopnji nujnosti, tako se radi izrazimo v zdravstvu, in potem začnem z delom. Seveda najprej jaz zelo veliko se hodim oziroma se gibljem po deloviščih zaposlenih, mojih podrejenih, in zato vem, da v zdravstveni administraciji je dela res veliko, ogromno in vsak dan kaj novega se jim nalaga, tako da
Jaz bom rekla, da zdravstvena administracija je bistveno podcenjena, tako finančno kot strokovno. Tako. Kako se pa soočaš s stresom? Pod sabo imaš nekaj ljudi, v zdravstvu se ves čas nekaj dogaja, tudi medijsko je zdravstvo zelo izpostavljeno. Kako se ti potem soočaš s stresom, ko prideš domov, kaj narediš, da nekako potem spet zadihaš in greš naslednji dan polna energije in z veseljem v službo? Ja, v zdravstvu, seveda tudi drugod, ne, ampak jaz poznam v zdravstvu, je stresa iz dneva v dan več, ampak ja, jaz ga pač vzamem to kot del delovnega dne. Ko pridem domov, se seveda poskušam čim bolj sprostiti, veliko hodim, kolesarim, imam tudi vnučko, ki je moja sreča, rada sem z njo, tako da ona mi napolni dan za naslednji dan. Tako, Milica, sedaj vidimo, da ta zdravstvena administracija je vloga, ki je močno v ozadju, a nujno potrebna za nemotene delovne procese tudi v takem zavodu, v bolnišnici. Drage gledalke, dragi gledalci, pred nami je kratek odmor in se vidimo zopet čez nekaj trenutkov. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moč poslovne podpore, kjer danes gosti Milico Saje iz Splošne bolnišnice Novo mesto. Milica, uvodoma sva spoznali, da je tvoja vloga ena izmed ključnejših v organizaciji, a pogosto nevidna. V preteklih letih je zdravstvo močno zaznamovalo tudi COVID in marsikaj se je takrat spremenilo. Kako ste sprejemali na vašem delovnem mestu ves ta potek, spremembe, ki so se zgodile v bistvu kar čez noč? Ja, ko je prišel COVID, je prišlo tudi veliko težav. Takih, ki jih od prej nismo poznali, in zato smo se mogli kar na hitro čez noč, pa ne čez noč, kar že na dopoldne zorganizirati. Bili smo dober tim, organizacijsko zelo podprt z vsemi nami, od zdravnikov, sester, administracije, da smo takoj pristopili k težavi. Ključno nam je bilo, da zaščitimo paciente, vse te, ki smo jih mogli zaradi COVID-a odpovedovati, da se nam ne zgubijo nekje v seznamih, da jih pokličemo takoj, ko bo to za nami. Tako da smo se res dobro organizirali in verjamem, da nihče od vseh pacientov, ki so bili pri nas v čakalnih seznamih, ni ostal brez oskrbe tudi po COVID-u, oziroma smo že med samim COVID-om, takrat, ko smo bili kratek čas odprti, smo hiteli z vsemi pregledi, kar se je največ lahko pač opravilo, tako da res smo na prvo mesto postavili pacienta, da že tako je bilo hudo, ker jih je veliko zbolevalo, tudi samih zaposlenih, ampak smo se trudili in smo zmagali. Pa je mogoče ta COVID čas prinesel kakšne večje spremembe v zdravstvu pri načinu poslovanja, pri načinu sprejemanja strank? Vemo, da takrat potem je prišlo tudi bolj v ospredje naročanje, elektronsko naročanje. Ni bilo več tako kot včasih, ko si prišel v čakalnico, počakal, da je bil zdravnik prost. Marsikaj se je zaostrilo. Sedaj tudi v tem času še odraža način dela? Ja, s COVID-om smo se mogli tudi na drugačen način zorganizirati. Potem so prišle e-napotnice, oziroma že prej, ampak potem smo jih to veliko več uporabljali, e-naročanja, ni bilo toliko osebnega stika s pacienti. Smo se malo v tem obdobju odmaknili iz prvih vrst kot zdravstvena administracija. Ja, je pa vodstvo moglo poskrbeti za optimizacijo delovnih procesov, ki smo jih potem dobro izpeljali. In
Je pa seveda s tem potegnilo tudi za seboj ta neka bolj odmaknjenost. Mi smo sodelovali samo še preko telefona, preko mailov, ni bilo tega osebnega kontakta, niti s samim timom več toliko, s pacienti pa sploh ne. Se pravi, se je potem skozi leta ta stik s pacienti nekako tudi izgubil, v bistvu ostajate v zaledju, zelo pomemben del, ampak nekako kontakta z njimi pa več ni. Si bila mogoče vključena tudi v kakšne večje projekte, ki jih je bolnica oziroma nasploh, ki so bili uvedeni v zdravstvenem sistemu? Ja, glede na mojo dolgo delovno dobo sem že kar v nekaj projektih sodelovala. Zelo pomemben projekt je bil uvedba informacijskega sistema v našo bolnišnico. To je bilo nekaj čist novega in to smo še danes ga uporabljamo, tako da je bilo to dobro sprejeto. Potem smo delali na projektih pri e-napotnicah, pri e-naročanju, e-receptih, digitalizacija, tako da teh projektov je bilo kar nekaj, ja. Verjetno sem jih še kaj pozabila, ampak ja. Kako se pa sama osebno srečuješ z digitalizacijo, z vso to informacijsko tehnologijo, ki prihaja? Lahko slediš ali se ti zdi, da se pojavljajo kje večje težave? Kar se informacijskega sistema v sami službi tiče, sledim zelo dobro. Kar se pa teh splošnih stvari v digitalizaciji tiče, mi pa pomagajo mlajše sodelavke, rada povprašam, dobim vedno odgovor, vedno so pripravljene pomagati, tako da doma pa otroci, tudi njih vprašam, ampak sem se kar dobro znašla v tej poplavi digitalizacije. Kako pa sicer skrbiš tudi za nadgradnjo svojih znanj? Si predsednica zdravstvene administracije Slovenije, verjetno si ves čas vpeta v organizacijo dogodkov, v iskanju ustreznih predavateljev, strokovnih, verjetno z področja vašega in tudi tistih, ki predavajo nekako o motivaciji, osebnostni rasti, to, kar je tudi pomemben del vseh poklicev nasploh, ne? Kako se soočaš, česa se udeležuješ, mogoče tudi omeniš, si kakšna znanja tudi še skozi leta nadgrajevala? Ja, skozi mojo karierno pot sem spremljala ta poklic administrator do zdravstveno-administrativni sodelavec in smo skupaj s kolegicami iz združenja, takrat ni bilo še združenje, smo bili še sekcija, smo se res zavzemali za večjo prepoznavnost tega poklica in smo leta 2021 pač tudi to dosegle, da smo šli v zdravstveno-administrativni sodelavci v plačno skupino E, kjer so vsi tudi zdravstveni delavci, tako da na ta način smo tudi samo ovrednotili poklic kot strokovno, finančno smo se pač tudi trudile, nekaj smo dosegle, upam, da nekaj še bomo, tako da drugače pa ja, kot predsednica zdravstvene administracije Slovenije se trudim pri vseh inštitucijah, ki nam bi lahko pomagali, ravno na ministrstvu, z ministrstvom veliko sodelujem. Bom rekla, tudi to je en uspeh, da so naš poklic umestili v nacionalno strategijo za zaposlovanje kadrov v zdravstvu v naslednjih letih. Tako da sicer se pa ja udeležujem tudi samoiniciativno dogodkov, ki pripomorejo za mojo osebno in poklicno pot. In to znanje z veseljem delim tudi med svoje kolegice v službi. Se pravi, opravljate zelo pomembno delo, ne samo na področju izobraževanja,
ampak tudi pri tem, da se to delovno mesto, da se zdravstvena administracija nasploh dvigne na višji nivo vrednotenja tudi strani delodajalcev. Tako. Sicer po izobrazbi ste diplomirana ekonomistka. Ne, diplomiran poslovni administrator. Tako. Ste mogoče razmišljala še o kakšni nadgradnji svojih znanj? Bom rekla tako, da bi se pač prav poklicno ne, ampak nadgrajujem svoje znanje, ki ga s pridom uporabljam vsak dan pri svojem delu, pa vsakodnevno, tako da rada se izobražujem. Tako. Ste tudi redna udeleženka ADMA kongresa. Kaj vam nudi kongres, kako se vidite, se boste tudi naprej še udeleževala? Upam, da ja. Imam seveda željo, da se še naprej udeležujem. Ja, ADMA kongresi mi dajo širino na drugem področju oziroma poslovnem področju, kjer je tudi pomembna podpora ne samo v zdravstvu, tudi v drugih delih, in vsa ta predavanja, ki nas opolnomočijo z podporo, naj bo to naših nadrejenih, podrejenih, mislim, da je vsaka taka neka podpora dobrodošla. Pa vas v službi podpirajo pri udeležbi na dodatnih izobraževanjih, ki so recimo izven vašega konteksta? Ja, s tem nimam težav. Moje vodstvo razume, da je znanje prioriteta in mi zelo stoji ob strani pri vsakem izobraževanju. Super. Milica, najlepša hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, pred nami je zopet kratek odmor in se vidimo čez nekaj minut. Drage gledalke, dragi gledalci, spremljate oddajo Moč poslovne podpore. Z nami je Milica Saje iz Splošne bolnišnice Novo mesto. Milica, kot pogosto opozarjate na potrebo po večji prepoznavnosti in pravičnem vrednotenju zdravstvene administracije. Kaj je po tvojem mnenju tista največja neenakost? Ja, menim, da je največja neenakost to, da je delo zdravstvene administracije premalo cenjeno in največkrat spregledano pri strateškem načrtovanju. V javnosti pa premalo prepoznava delo zdravstvene administracije. Pomembnost našega dela, ki ga v javnosti skoraj ne omenjajo, tako da menim, da bi bilo na tem področju potrebno narediti še korak višje. Tudi ta oddaja menim, da bo pripomogla k temu, da bojo gledalci vedeli, kaj zdravstvena administracija pomeni za paciente in za same zavode. Tako, da bodo spoznali nevidno delovno silo, ki stoji v ozadju vsakega dokumenta, ki ga tudi dobijo. Tako. Omenili sva predhodno že digitalizacijo, procesi se digitalizirajo, prihajajo novi sistemi. Kako pa vseeno vi kot zdravstvene administratorke ohranjate tisto srčnost, ki pa je neka sistemska rešitev ne more prinesti? Jaz imam mnenje takole, da podpora v zdravstvu bo ostala človeška, ko bo tehnologija prevzela rutino. Zaposleni pa se bojo ukvarjali s pacientom. In to, bom rekla, ta stik s pacientom zahteva ogromno empatije, kar je zdaj nekje kar izzvenelo s to digitalizacijo, z odmikom. In mislim, da tehnologija naj bo tako postavljena oziroma digitalizacija, da da zaposlenim čas, ne pa da ga vzema. Kaj pa recimo umetna inteligenca? Sedaj, ker prihaja z nevzdržno hitrostjo v vse delovne procese, v marsikaterem podjetju je že močno uporabljajo.
Omenila si, da tudi vi pripravljate prepise, se pravi poslušate, pišete. Vidiš tukaj mogoče v prihodnosti kot nek doprinos tudi umetne inteligence, ki bo pripomogel k uspešnejšemu oziroma hitrejšemu delu zdravstvenih administratork? Ja, absolutno bo, hočeš nočeš, tudi umetna inteligenca del našega vsakdana tudi v službi. Ja, s temi našimi digitalizacijo na reki, zdravniki zdaj že s pridom uporabljajo prepoznavo govora, tako da zaenkrat sicer ne uporabljamo še umetne inteligence, ampak ja, v bližnji prihodnosti to sigurno bo. To bo olajšalo delo sami zdravstveni administraciji pri prepisu. Kar je pa, tako kot sem že omenila, samo tipkanje je mogoče 30% vsega dela, ki ga zdravstvena administracija opravlja. Se pravi, nadomestilo bo pomoč, ne bo pa nikoli popolna nadomestitev tudi za potem neko srčnost, doprinos večji, ki ga lahko zdravstvena administratorka ponudi, ter verjetno tudi samo razumevanje recimo doktorja, ki pripravi nek posnetek, ki nekaj pove. Umetna inteligenca lahko določeno zadevo tudi narobe razume. Administratorke ponavadi poznate posameznega doktorja, veste njegov način govora, veste, kaj je pomembno zapisati. Tako da tukaj verjetno bo res samo kot pomočnik, vseeno bo pa veliko delo ostalo tudi na vas. Absolutno. Zdaj, kot vodja imate pod sabo neko skupino, imaš pod sabo skupino ljudi. Kako se vsakodnevno soočaš s temi izzivi? To prinese tudi v bistvu neko dodatno težo delovnemu mestu, dodatno skrb, tudi da delo poteka nemoteno, verjetno odgovarjaš tudi vodstvu za vse administratorke. Kako se vidiš v tem? Se ti zdi, da dobro obvladuješ, da ti to delo leži? Ja, jaz sem vodja zdravstvene administracije kirurškega sektorja. To obsega približno 40 oseb. Ja, to so različne generacije, različni karakteri, vendar če imaš ti, če spoštuješ svoje podrejene, če ceniš njihovo delo, potem je sodelovanje lažje. In bom rekla, jaz se velikokrat kar malo lastim moje podrejene, rečem moje punce, moja dekleta. Tako da in mi je to v ponos, ker vem, šla sem jaz skozi svojo poklicno pot od administratorke, tudi na urgenci sem delala in povsod po oddelkih tudi, pa vem, kako poteka delo, da se trudijo, da so pomembne. Jaz jih imam zelo za pomembne in s tem sodelovanjem nimam težav. Se pravi, srčna vodja, ki razume, kako jim je. Jaz upam. Kako je pa kaj z mlajšimi generacijami, ki prihajajo na delo? Dobite tudi dovolj kadra, tudi za zdravstvene administratorke, administratorje? Ja, zdaj tako, če je delovno mesto tako, da zahteva delo samo dopoldan od ponedeljka do petka, s kadrom ni nekih težav, pridobivanja kadra ni težav. Večje težave so na urgenci, ki je delo v izmene, ponoči, praznike, v bistvu nepretrgoma. Tako da, ampak tudi mladi jaz nimam težav, da bi rekla, da mladi pa niso za delo. Sploh ni res, ker jaz jih že ob sami zaposlitvi bodrim, da je to poklic, ki neposredno vpliva na izkušnjo pacienta in da one so pomembne za delovanje celotnega sistema. Tako da in da je to delo dinamično in naj se nič ne ustrašijo, tako da z dobrim sodelovanjem smo premagali že marsikatero težavo.
Tako, se pravi, tudi delo z mlajšimi generacijami pri vas poteka nemoteno, medgeneracijsko sodelovanje ni težava. Kaj pa bi sporočila vsem mladim, ki pa so na tisti prelomnici in se odločajo, ali bi šli v delo v zdravstveno administracijo ali ne? Predvsem to, da je delo zdravstvene administracije, zavedanje tega, da je delo zdravstvene administracije pomembno zelo za delovanje celotnega zdravstvenega sistema. In tudi če pacienti niso ozaveščeni o delu zdravstvene administracije, bi tisti trenutek, ko odpove dobra organizacija zdravstvene administracije, odpovedal tudi zdravstveni sistem. Kako pa vidiš razvoj zdravstvene administracije v prihodnosti? Seveda, z digitalizacijo se bo tudi to spremenilo, vendar potem, ko ne bo več enkrat pretipkavanja in teh ročnih del, bom rekla, bojo imele več prostora časovnega za obračune, za izdajanje dokumentacije, za ta stik s pacientom, ko se naroča, da se lahko mogoče pa kakšno besedo več spregovori. Ker menim, da prvi stik s pacientom je najbolj pomemben. Tega se potem ne da več nadomestiti. Pa misliš, da bo s to digitalizacijo v prihodnosti prineslo zdravstveni administraciji tudi kakšna dodatna dela, ki jih mogoče danes nimajo, glede na to, da se bo mogoče v določenem segmentu delo olajšalo z vsemi temi novimi sistemi? Kot se je do zdaj izkazalo, nam digitalizacija še ni, bom rekla, neko skrajšala nek obseg dela oziroma zmanjšala, vendar hitre prilagoditve bojo potrebne tudi na tem področju, tako da jaz se ne bojim, da se zdravstvena administracija tudi v bodoče ne bi spreminjala. Želimo pa si seveda, da tudi zdaj, ne samo v bodoče, da smo bolj prepoznavne, da nam tudi inštitucije, ki skrbijo za naš finančni položaj, omogočijo razvoj tega poklica, omogočijo, da se mentorstva, da pač ta področja, ki so do zdaj še zelo v začetni fazi, če sploh so, nekje ja, nekje ne. Tako da mislim, da bi tudi ta izobraževanja, da ne bi bilo neka problem, da se izobraževanje sploh odobri in pa predvsem pa kompetence in priznanja naših znanj in ovrednotenje seveda. Mogoče še za zaključek nam povej, kako vidiš ti sebe v prihodnosti. Za tabo je 38 let delovne dobe, dosegla si veliko, v bistvu si še zelo aktivna na tem področju. Se boš čez nekaj let popolnoma umaknila ali boš svoje niti še vedno držala nekje znotraj zdravstvene administracije? No, seveda, ko pride čas, da se je treba umakniti, je prav, da se človek umakne. Zato delim svoje znanje med svoje kolegice in verjamem, da je veliko sposobnih prevzeti delovno mesto vodje zdravstvene administracije. Seveda to mesto treba delati s srcem in biti predvsem imeti veliko mero empatije. Lažje je pa seveda tistemu, ki je šel skozi ta celoten proces administracije. Mogoče še za konec, če z nekaj besedami, z besedo poveš, kaj zate pomeni moč poslovne podpore? Jaz se bom držala kar zdravstvene administracije. Moč podpore pri zdravstveni administraciji bi lahko samo za eno besedo in to je nepogrešljivost. Nepogrešljivi člen celotnega zdravstvenega sistema je zdravstvena administracija.
Milica, najlepša hvala za res izčrpen pogovor, za veliko novih informacij in tudi, da si nam ozavestila to, kako zelo pomembno je delo poslovne zdravstvene administracije v sistemu, kot je zdravstvo. Najlepša hvala za povabilo. Hvala, ker ste spremljali oddajo Moč poslovne podpore. Danes smo slišali, kako pomembna je podporna vloga tam, kjer gre za ljudi, zdravje in odgovornost. In kako lahko prav administracija postane most med kaosom in jasnostjo. Poslovna podpora ni le delo, je poslanstvo. Do prihodnjič ostanite glas tistih vrednot, ki ustvarjajo stabilnost, toplino in zaupanje.